spoštovane in spoštovani, prisrčno pozdravljeni v imenu knjižnice Brežice in tudi te Tereze na današnjem predavanju, ko bomo spoznavali izjemnost moščanskih nosov. Sliši se sicer malce hudomušno, a v ospredju bodo nosni glasovi, značilni za bližnji Mostec in okolico. Veseli smo, da dogodek pripravljamo v sodelovanju s predstavniki civilne pobude v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec. Naša gosta sta dr. Peter Jurgec, docent na oddelku za jezikoslovje Univerze v Torontu, in doktorica Karmen Kenda-Jež, dialektologinja z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Dobrodošla pri nas v Brežicah. Predstavljeni bodo izsledki narečne raziskave, ki je bila izvedena v preteklih mesecih. Pogovori in snemanje besed s posameznimi občani pa še vedno potekajo. Hkrati je to tudi ena izmed pomembnih dejavnosti skrbi za jezik, katero smo izvajali že v sklopu Toporišičevega leta. Slednjo v Posavju in širše nadaljujemo v sklopu gibanja Spoštujemo svoj jezik. Arhitekt Dušan Blatnik je zanj pripravil predstavitveni znak, ki je viden na projekciji. Za razpoznavno znamenje smo si nadeli kratico imena SSJ. Osnovna misel znaka in gibanja Spoštujemo svoj jezik je dovolj povedna že sama zase. Spoštujemo vsak svoj jezik in zato torej vse jezike. S tem tudi spodbujamo spoštljivo rabo jezika. Osnova znaka je kratica imena sama ali pa kombinacija kratice in imena. Zaobljenost stranic v znaku se spogleduje z zaobljenostjo uporabljanja tipografije črk. Pomanjkanje ostrih kotov pa poudarja prijaznost, razumevanje, prijateljstvo, povezovanje, vključevanje, dobro počutje. Vse to opredeljuje tudi barvitost znaka in vse to zasledujemo v gibanju oziroma skupini Spoštujemo svoj jezik. Barva stranic pravokotnika je oranžna, izbrana kot optimistična barva, ponekod predstavlja tudi zlato. Za črke so uporabljene vijolična, modra, zelena, rdeča in oranžna barva. Predstavljajo pestrost jezikov, narodov, mišljenj, nazorov. Podrobnejši opis predstavitvenega znaka si lahko preberete na pripravljenih tiskovinah. Dušanu Blatniku in Ireni Majce pa se iskreno zahvaljujem za ves trud in opravljeno delo. Besedo sedaj predajam gostoma. Doktorica Karmen Kenda-Jež in dr. Peter Jurgec, zaupajte nam, zakaj so nosni glasovi na Mostecu tako izjemni. Lep pozdrav vsem. Jaz bi rada današnji večer pravzaprav začela z eno tako anekdotično opombo o raziskovanju glasov izgovorjenih skozi nos oziroma soglasnika J, ki je izgovorjen skozi nos. Če namreč opazujemo zgodovino jezikoslovja, lahko rečemo, da je ta današnja raziskava, o kateri bomo danes govorili, imela pravzaprav samo eno raziskavo predhodno, ki je povezovala slušni vtis tega glasu z raziskavo eksperimentalno, se pravi z raziskavo iz eksperimentalne fonetike, ki pa vedno meri oziroma poskuša še kako drugače dokazati, da je ta glas takšen in drugačen. In ne boste verjeli, ta raziskava je iz leta 1883. Kako je to mogoče? To je prav na začetku slovenske dialektologije. Takrat se je dialektologija šele vzpostavljala kot veda in ta glas je bil že takrat eden najbolj zanimivih. In o njem je poročal vsem dobro znani Vatroslav Oblak, takrat star 19 let, poljskemu jezikoslovcu Janu Goduenu de Courteneju, ki je raziskoval tudi slovenska narečja in je bil nekak mentor vsem bodočim slovenskim dialektologom. Opazijo namreč, da v srednji slovenščini v besedah kaj in mej, se pravi konj in manj,
ne izgovorijo skozi nos samo J-ja, ampak tudi samoglasnik poleg njega. Ker pa ni bil prepričan, ali ima prav ali ne, si je pomagal čisto preprosto z ogledalom. In je napisal Baudouinu takole. Zagotovo pa drži, da je omenjeni glas nazadnji vokal, se pravi nosnik, kajti o tem sem se zrcalom prepričal in na njem je bilo dovolj sape. Vsi nadaljni opisi so se opirali na slušni opis. Zato vse podatke o nosnih samoglasnikih ali celih skozi noč izgovorjenih zlogih najdemo samo v posameznih razpravah. In sicer za rožanščino, podjunščino, rovtarsko-črnovrško narečje, prleške govore. Kot vidite, vsi ti posebni načini izgovora njeja so na obrobju tistega ozemlja, o katerem bo potem Peter govoril, kjer se je včasih povsod govoril ta nosni J. Se pravi, na robovih je povsod ta način izgovora ostal. In s tem so se ukvarjali jezikoslovci, kot so Aleksander Isačenko, Pavel Zdovc, Karel Oswald, Rudolf Kolarič in Tine Rover. Ampak nikjer ni opis stanja tako podroben, kot v prvi razpravi Jožeta Toporišiča, vokalizem moščanskega govora v Brežijskem Posavju. Vidim, da imam zdaj že problem s knjižnim izgovorom besede moščanski. Iz leta 1961, kljub temu, da je ta načeloma posvečena samoglasnikom. Treba je vedeti, da je bil profesor Toporišič kot dialektolog vedno predvsem raziskovalec lastnega narečja, ampak da je v lastnem narečju obenem imel tudi izhodišče za vse druge jezikoslovne raziskave. Zato tudi ta njegova razprava pravzaprav ni bila samo razprava o moščanskem narečju, ampak razprava o tem, kako je treba narediti opis nekega narečja na podlagi takrat sodobne teorije. In to se je videlo tudi v tem, da je, jaz se spomnim kot študentka in pozneje tudi kot kolegica, da je marsikdaj svoja razmišljanja o jeziku začenjal pri nas na Mostecu. In potem smo vedeli, da bo pač začel tako rekoč iz svoje hiše in potem iz tega poskušal narediti nek nov pogled na jezikovna vprašanja. Ampak obenem bi lahko rekla in bi si upala trditi, da je bilo natančno opazovanje tega vpliva nosnega J-ja na izgovor cele besede, kjer se naše raziskave v bistvu začenjajo in iz katerih je kolega Peter pri zastavitvi raziskave izhajal, tudi posledica tega, da si je uril svoje uho, ko je eksperimentalno raziskoval glasove knjižnega jezika. Eno od glavnih vprašanj, ki smo si jih pa mi kot jezikoslovci zastavljali o prebiranju ugotovitev o dveh res izjemnih posebnostih moščanskega govora, poleg nosne harmonije, o kateri bo govor danes, velja to tudi še za en pojav, ki tudi nikjer drugje v slovenskih narečjih ni opažen, namreč, da se je nekdanje menjavanje v višini samoglasnikov, tako imenovano donemsko naglašanje, kakršno je recimo značilno za dolensko, zamenjalo z različnimi dolžinami samoglasnikov. Vedno smo se spraševali pri teh posebnostih, ali to res velja samo za Mostec. In če je res, zakaj je tako? Mislim, da na prvo vprašanje bomo danes dobili že kar dober odgovor. Najlepša hvala. Hvala, Karmen. Jaz bom pa kar stal. Torej, danes bom govoril o naši raziskavi, ki smo jo naredili na Mostecu in v bližnjih vaseh. Gledali pa smo izgovor zaporedja NJ, ki je v standardnem jeziku, tukaj pa to je realizirano kot nosni J. Preden pridem do te teme, mogoče
če najprej povem nekaj o jezikoslovju. Jaz sem namreč jezikoslovec in ko rečem ljudem v resničnem življenju, da sem jezikoslovec, rečejo najprej, dve možni reakcije sta. Prvič, koliko jezikov pa govorite? To je taka kanadska reakcija. Druga je pa, ne znam nam dobro govoriti knjižno, se opravičujem. Zdaj, kot bomo videli danes, v bistvu si lahko jezikoslovec, tudi če znaš samo en jezik. Veliko jezikoslovcev zna res samo en jezik, zaradi tega, ker je to v bistvu znanost. Tako kot, če si ti doktor ali zdravnik, ti ni treba imeti vseh bolezni, da jih lahko zdraviš. Podobno je to. Druga stvar je pa, da jezikoslovci nismo načeloma poklicani, da govorimo, kako naj ljudje govorijo. Mi samo želimo opisati in razumeti, kaj govorijo in zakaj. Torej, prva stvar je, zanima nas, kakšne strukture ima jeziki, torej slovnica, kako deluje, kako so besede sestavljene v stavek oziroma kakšno njihovo zaporedje in v našem primeru, kot bomo videli danes, kako so glasovi v besedi. Kako se jeziki med seboj razlikujejo in kako so si med sabo podobni. Zdaj, preden nadaljujemo, me zanima, koliko jezikov mislite, da je na svetu? No, mi trenutno je približno 7000 jezikov, tukaj je za vsak ta jezik ena točka. Vidite, da so precej neenakomerno razporejeni, recimo zelo veliko jih je tukaj v Južni Ameriki ali pa v Afriki. Samo na Papui Novi Gvineji, ki tukaj govorijo 1000 jezikov. Iz 5 različnih jezikovnih skupin, torej to so čisto nesorodni jeziki. V Evropi je jezikov relativno malo, glede na to, koliko ljudi živi v Evropi. Zdaj, ko vemo približno, koliko je teh jezikov, pa drugo vprašanje, ki si ga zastavljamo, je, zakaj so ti jeziki podobni, različni, zakaj vidimo vzorce, ki jih vidimo v jezikih sveta, zakaj so ti točno takšni, kot jih vidimo. Namreč, bolj ko pogledamo več jezikov, bolj ugotavljamo, da so si v resnici med sabo zelo podobni. In razlog za to je, mislimo, ne zato, ker so si sorodni, ker niso si vsi jeziki sorodni, ampak to izhaja iz neke strukture možganov ali pa iz nekih splošnejših kognitivnih sposobnosti ali pa značilnosti. Tudi zato, ker se kakšne stvari v določenih položajih slišijo lažje kot v kakšnih drugih položajih. Danes, zdaj, ko sem vam nekaj povedal o jezikoslovju, pa o čem bom danes še govoril. Najprej bom govoril o tem zaporedju in v slovenskem kontekstu, potem bom govoril o nosni harmoniji, kakor je v Mostecu, in potem bomo govorili še o okolici Mosteca, tudi sicer v Sloveniji. Na koncu pa želim povedati še nekaj o pomenu teh ugotovitev za jezikoslovje. To zaporedje v slovenščini sem prepričan, da veste, da imamo besede kot korenje, njegov, njiva, konja ali konj. Te besede bodo jedro današnjega predavanja in s tem glasom, s tem zaporedjem se bom ukvarjal kot fonolog, to je jezikoslovec, ki se posebej ukvarja z glasovi in kako so glasovi sestavljeni v besedo. Zdaj, v knjižni slovenščini je to zaporedje N plus J večinoma izgovorjeno kot N, J, torej korenje. Na koncu besede je izgovorjeno samo kot N. V narečjih je pa stanje precej drugačno. Tukaj je takšen zemljevid Slovenije. Zdaj, ena možnost, kako je to realizirano, je, da je kar tak paletalni glas, to je tukaj zlasti na zahodu. Potem v precejšnjem delu tukaj gorenjska narečja je kar N, rečejo kran, kon, kona, njegov.
Potem je lahko j, tukaj recimo predvsem na Dolenjskem rečejo koj z j-jem. Potem je pa tukaj na Štajerskem in pa še v Slovenskih Goricah je pa ta tako imenovani nosni j. Nekaj izgovorim, koj so, torej nj, izgovorjen skozi nos. No, Mostec je tukajle in kot vidite je to ravno na robu tega področja, kjer se nosni j izgovarja. No, ampak zdaj pa malo povemo o tem nosnem j. Zato pa imamo tukaj dve skici. Na tej strani vidimo izgovor, torej ti dve skici kažeta prerez možganov, torej glave strani in zdaj lahko vidimo najprej na prvi strani, kako se izgovarja glas m, ki je tudi nosni glas. In kot vidite, gre lepo zrak skozi nosno votlino ven. Takole, ko rečemo m, gre zrak tukaj skozi nosno votlino. Zdaj bomo pa to tudi sami poskusili izgovoriti, kaj se zgodi. Usta so zaprta, zrak gre pa skozi nos, torej če date prst tako pod nos, potem vidite, da zrak prihaja tam ven. Torej, to so nosni glasovi, kjer gre zrak skozi nos. Zdaj pa nosni j ima v bistvu značilnosti tako teh nosnih glasov, kot sta m ali pa n, mi jim rečemo nosni zaporniki, kot tudi lastnosti j-ja. Zdaj pa si pogledamo še, kako je j izgovorjen. Je pa takole izgovorjen, ne gre zrak skozi usta, skozi nos, ampak gre lepo skozi usta tako. In jezik je precej visoko postavljen. Torej, vidimo, gre skozi usta, če rečemo j, gre zrak večinoma skozi usta in jezik je nekoliko privzdignjen. Tako da nosni j ima pa kombinacijo teh dveh lastnosti. Na eni strani gre zrak skozi nos in hkrati gre tudi skozi usta. Tako da rečemo j, gre tako skozi nos kot skozi usta. Lahko poskušate. Kot je že Karmen omenila, se je s tem zaporedjem na j oziroma z nosnim j ukvarjal že Toporišič v več razpravah in je ugotovil, to zaporedje glasov je izgovorjeno nosno, torej imamo saje, koja. In ne samo, da je izgovorjen nosno ta j, ampak tudi sosednji samoglasniki, to pravi Toporišič. Torej, besede kot so saje, ali pa koja, tako predhodni samoglasnik ali pa o in sledeči samoglasnik e in a sta izgovorjena nosno. Drugi nosni glasovi, ki se pojavljajo v Mostecu, pa ne povzročajo to zadevne nosnosti samoglasnikov. Torej, če rečemo zemlja ali pa jemenik, kar pomeni menik, ali pa jama, potem sosedna glasova, sosedna samoglasnika ne bi bila nosna. To je Toporišič ugotovil. Torej, kar je on, in to je bistvena ugotovil, je, da ta nosni j ima neko drugo distribucijo ali pa drug vpliv na sosedne glasove kot m. No, zakaj so ti sosedni samoglasniki? A je to presenetljivo, a ne? Načeloma, ko izgovarjamo, so naša govorila se nekako premikajo zelo približno. Niso tako kot nek računalnik, kjer je na začetku glasova se bo neko govorilo premaknjeno, na koncu pa nazaj,
ampak je to vse malo približno. Tako da zračnega toka skozi nos ni mogoče kar ustaviti točno na določenem mestu, ampak se to še malo dogaja, torej še sosednji glasovi so malce nosni. Torej, če rečete beseda kakor mama, lahko zdaj isti poskus naredite, da lahko tako prst, pa rečete mama, 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 mama. Potem je cela beseda nosna, se lahko poskusimo. Mama, 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 mama. Torej, tudi ko rečete je tudi ta nosen. Običajno jeziki sveta ne samo, da gre tukaj za neki izgovorno lastnost, ampak gre za to, da glasovi načeloma vplivajo na sosednje glasove. To imajo vsi jeziki sveta. In če pogledamo kakšen primer iz slovenščine, recimo rečemo s petelinom, potem pa rečemo s človekom. In če pogledate to besedo človek, vidimo, da je tukaj šumnik in ta šumnik je vplival na izgovor predhodnega glasu. Ne rečemo s človekom, ampak rečemo s človekom. In to pokaže, da ta šumniškost, če jo tako imenujemo, se širi iz tega čaja na predhodni glas in spremeni s v š. To je izjemno pogosto v jezikih sveta. Ne samo ta pojav, ampak nasplošno to, da en glas vpliva na sosednji glas. No, v nekaterih jezikih pa vidimo ne samo to, da en glas vpliva na sosednji glas, ampak da lahko vpliva tudi na izgovor cele besede. Torej imamo en glas, ki vpliva na izgovor celotne besede, oziroma več glasov. In to je pa v primeru nosne harmonije. Pri nosni harmoniji, o čemer bomo danes govorili, nosni J, kot bomo videli, vpliva na nosniškost več glasov, velikokrat cele besede. Torej imamo lahko več nosnih samoglasnikov in soglasnikov. No, ključni vprašanje za danes torej sta, ali imajo mostec res nosno harmonijo, in v tem primeru je treba dokazati, ker je nosna harmonija definirana kot več kot en glas, ki postane nosen, je treba dokazati, da postane več glasov nosnih. In drugič, če res gre za nosno harmonijo, kakšne glasnosti ima, v tem smislu, kateri glasovi povzročajo in kateri glasovi lahko postanejo nosni. Ker bomo videli, da vsi glasovi pa ne morejo nosni postati. In zato smo uporabili tako masko. Ta maska ima dva prekata, eno za nos, eno za usta in posname v bistvu dva zvoka. Za nos posebej in za usta posebej. In s tem smo lahko seveda zelo natančno preverili, kaj gre skozi nos in kaj je izgovorjeno skozi usta. In v jezikoslovju običajno sestavimo seznam besed in smo imeli 52 resničnih besed, ki so bile sestavljene iz parov ali trojnic, torej imeli smo besede kot zelenje, zelene, azaleje, torej zeleje, zelene, azaleje. In potem, torej, če pogledate te tri besede, se res razlikuje samo v tem, kater glas je tukaj. Mi smo nosni J, ki ga zapisujem z N plus J, potem smo imeli N, ki je že samo nosni glas, in pa J kot ustni, v celoti ustni glas, cela beseda je ustna. Dodatno smo pa imeli še izmišljene besede. V jezikoslovju velikokrat uporabimo izmišljene besede, zato ker resnične besede nimajo vseh kombinacij, ki nas zanimajo. Mi želimo ugotoviti vse različne kombinacije samoglasnikov in zlasti soglasnikov. In zato, ker smo želeli te glasove v istem položaju, je bilo še najlažje narediti izmišljene besede. Je pa delo z izmišljenimi besedami veliko težje, ker govorci nimajo vedno radi izmišljenih besed.
No, in smo imeli take primere, skupaj bo to 144 besed, zalija, zalima in zaluja. To je spet primer, kjer je na eni strani ta prva beseda ima nosni j, ta druga ima m, ta tretja ima pa navaden j. No, mi smo potem naše govorce prosili, da te besede izgovarjajo povečkrat, zato da smo imeli več primerov in smo potem lahko to izmerili. Imeli smo tako Moščane kot druge govorce, torej na Mostecu smo imeli 11 govorcev, ki so izgovarjali resnične besede in potem od teh 11 smo jih imeli 7, ki so izgovarjali izmišljene besede. Ravno tako smo pa šli še drugam. Najprej smo šli in od tih drugam smo imeli pa samo resnične besede, zato ker smo imeli veliko več govorcev in tudi zato, ker, kot bomo videli kasneje, te druge vasi nimajo nosne harmonije. Imeli smo 18 govorcev iz 9 sosednjih vasi in pa 9 govorcev drugod po Sloveniji. Skupaj torej 38 govorcev. Zdaj, za vse govorce še nimamo rezultatov, ker smo zadnje snemanja izvajali zadnji teden, ampak imamo pa za veliko večino. No, zdaj pa bom kar predstavil rezultate, mogoče bo to malo težje slediti, ampak bom se potrudil narediti vse po svoji moči. Prvo vprašanje je, kako sploh izgleda zvok. Zvok je v bistvu valovanje v zraku ali pa v kateremkoli materialu, lahko je tudi pod vodo, ampak snemanje pod vodo je malo težji, saj zaradi našo vrsto, tako da smo imeli zrak. In v bistvu je to sestavljeno iz razrečin in zgoščin. In to se potem vidi kot tako valovanje, kar lahko vidite tukaj. Zdaj, kot sem povedal, naša maska je zajela tako nosno kot ustni zvok, torej stvari, torej zrak skozi nos in zrak skozi usta. In tukaj vidite primer jeleni. In seveda nosni kanal, ki je na vrhu, je precej drugačen kot ustni. Zdaj, z ustnim se ne bomo kaj več ukvarjali, nas zanima nosni kanal in kar smo tukaj naredili, smo nekako poravnali različne glasove, kot so v zaporedju ali pa na posnetku. In če pogledamo glas N, ki je nosni glas, vidimo, da dejansko na nosnem kanalu je veliko večja jakost, ali pa nekako se bolj vidi, kot recimo tukaj na začetku. Torej vidimo, da je amplituda veliko večja v okolici N-ja, kot recimo tukaj pri J. In to je neodvisno od tega, da v ustnem kanalu dejansko E ima največjo amplitudo. Vidimo največ. Kar to kaže je, da je N nosen glas, zato tudi vidimo večjo amplitudo tam. Vidimo pa tudi, da predhoden glas E ima visoko amplitudo, torej da je predhoden glas E tudi nosen in da je naslednji glas I ravno tako nosen. Ker vidimo višja amplituda tam, kot recimo tukaj na začetku besede. Torej, kar se tukaj kaže, je, da N nazalizira ali pa onosi tako predhodni E kot sledeči I. In kar to nekako izhaja iz nekih splošnih značilnosti, kajti nosni glasovi skoraj v vseh jezikih sveta, tudi v knjižni slovenščini, onosijo predhodne in sledeče zlasti samoglasnike. In to se samo potrdi, da tudi na Mostecu je tako. No, in zdaj bo pa te jelene primerjal z minimalno drugačno besedo jeleli. Jeleli ni resnična beseda slovenščine, ne? Lahko si predstavljate mogoče ena ženska, ki je ime Leli, pa rečemo jeleli. Ampak to je samo primer izmišljene besede, bi bila lahko seveda resnična slovenska beseda, ni nič takšnega. In tukaj vidimo, da je nosni kanal veliko manj vidimo tam, manjša amplituda je, če primerjamo recimo z jeleni.
Vidimo še vedno vseeno nekaj, zato ker ta dva mikrofona sta relativno skupaj. Kar lahko torej rečemo, da jeleni nima prav nobenega nosnega glasu, jeleni pa ima. Zdaj nas pa seveda zanima naš nosni j. Kaj pa mislite, da je tam? Tako. Je pa kar cela beseda nosna, ne? Tukaj imamo ta nosni j, ga zapisujemo z j s takim vačkom. Tilta temu rečemo. No in vidimo, da je precej amplitude čez celo besedo. Zdaj, če to spet primerjamo recimo z jeleni, vidimo, da je tega veliko manj. In lahko torej rečemo, da samo na podlagi tega lahko že zaključimo, da res na Mostecu je nosna harmonija. No, potem nas je pa seveda zanimalo, zdaj so to samo posamezni posnetki, kako bi to lahko predstavljali, tako da bi pogledali vse besede hkrati. In zato smo potem pretvorili te podatke v intenziteto. Večja ko intenziteta, večja bo amplituda. Torej ta del, recimo ustni del ima precej visoko intenziteto, tukaj pa vidimo, da intenziteta nekako narašča do tukaj na nosnem kanalu, recimo do E ali pa J, potem pa spet pa. In smo primerjali intenziteto nosnega kanala v primerjavi z ustnim kanalom. Imeli smo tako pri izmišljenih besedah, o katerih bom nadaljnjem govoril, smo imeli tako dvozložnice kot trizložnice in imeli smo besede kot so recimo jala, jala, jala in mala in tukaj so rezultati za vse te besede. Kar vidite tukaj je, 4 glasovi so 4 segmenti, ker imamo besede kot so jala, mala ali pa jala in vsak je nekako naslednji. Kar pa vidimo na y-osi, pa je nosnost. To pa pomeni, višja ko je nosnost, to so normalizirane vrednosti, bolj je nosen nek glas. In kot vidimo za to modro črto, beseda kot je mala, ima največ nosnosti, kjer je mala, ker je to prvi glas. In potem ta nosnost pada in se približuje rdeči črti. Rdeča črta je beseda, ki nima nič nosnih glasov. To je tista neka osnovna črta za nas. Če imamo besedo, ki nima nič nosnega, bo izgledala takole. To pomeni, da ta modra črta, so podatki za vse govorce, ki predstavlja besedo mala, je vsekakor nosna, vse nekako do tukaj. Potem pa se opade z rdečo črto in ni več nosna. Najbolj nas seveda zanima ta zelena črta. Zelena črta je pa beseda kot njala, torej beseda z nosnim jejem. In tukaj vidimo, da sicer na začetku je te nosnosti nekoliko manj kot v primerjavi z malo, ampak da ta zelena črta vsekakor vztraja ves čas na rdeča črta. In to dokazuje, da je cela beseda, torej jala, nosna. In to vidimo tudi, če primerjamo z malo, torej z besedo mala, ki jo kaže ta modra črta, ker če tudi ta beseda v povprečju ima večjo nosnost na začetku, ima na koncu manjšo. Z drugimi besedami, beseda kot mala ima nosni m, sledeči samoglasnik a je še tudi nosen, l že ni toliko nosen, vsekakor zadnji a ni nosen. Če pa pogledamo besedo kot je jala, pa vidimo, da je celotna beseda nosna. In seveda beseda jala ni nosna sploh, ker nima nobenega nosnega glasu. Z drugimi besedami, če imamo nosni j, imamo harmonijo, če imamo pa m, imamo pa samo neko kortikulacijo, torej dejstvo, da sosednji samoglasnik je ravno tako nosen. Podobno, kot smo videli pri primeru s človekoma.
No, zdaj so pa rezultati za vse naše govorce in imeli smo tako dvozložnice, tipa Jana, Jaša in tako naprej, kot tri zložnice. To so bile besede tipa Talija, Talija in Talima. In tukaj nas je še posebej zanimalo, kaj je s tem umestnim soglasnikom. Kateri soglasnik lahko tudi postane nosen. Ker vemo iz podatkov iz drugih jezikov, da določeni glasovi se rajši nazalizirajo, se rajši postanejo nosni kot kakšni drugi glasovi. Recimo L in R sta taka glasova ali pa V. Po drugi strani pa glasovi, kot so P ali pa T ali pa K, ne postanejo radi nosni. In to smo dejansko potrdili tudi za slovenščino oziroma tukaj za moščanščino. Zdaj, če pogledamo besede z L-jem, to vidimo tukaj gor. Glas številka 5 je tisti glas, ki je imel bodisi M ali J ali J. Torej, to so bile besede kot Talija ali pa Talima. In spet vidimo v prvi vrsti na levi strani, da beseda z M-jem ima takšen klipček, približno pri 5, pri številki 5, tako tukaj. Potem pa ta nosnost pade proti začetku besede in se upade z rdečo črto. Rdeča črta, kot sem prej povedal, so tiste besede, ki sploh nimajo nosnih glasov. Torej, če beseda če ni nosna, bo približno takšna kot je rdeča črta. In vidimo, da modra črta se upade z rdečo črto, bolj ko gremo spravo. Na drugi strani pa zelena črta ne se upade. Čisto do začetka ne se upade. In tu kaže ta razlika med dejstvo, da je zelena črta nad modro črto, kaže, da v bistvu, ko imamo nosni J, ta nosni J onosi celo besedo pravzaprav v primeru zveja. Torej, v primeru Tanija bo razen T-ja, bo A, L, I, bojo vsi nosni. In to je primer nosne harmonije. Medtem ko pri Talima bo nosen samo predhodni samoglasnik, pa nič več. Zdaj, če pogledamo L še in primerjamo z R-jem in V-jem, vidimo, da pri R-ju in V-ju v bistvu modra in zelena črta so padata skupaj z rdečo že precej malo. Torej, za večino govorcev vidimo sicer neko malo razliko, ampak je minimalna, precej manjša kot pri L. Vsekakor pa je sopad veliko večji pri Z ali pri T. Pri Š pa so rezultati nekako nepričakovani, to pa zato, ker smo imeli nekaj težav pri snemanju in moramo še enkrat analizirati te podatke. Tako da rezultati za Š v bistvu niso najbolj reprezentativni. Zdaj, če pogledamo vse besede z L-jem za različne govorce, imeli smo 6 govorcev, M1, 2 in 3 so 3 ženske govorke, M1, 2 in 3 so 3 moški govorci, F je zato, ker je tako v angleščini. In vidimo, da govorki F2 in F3 in ravno tako M1 so si precej podobni. Vidimo, da je zelena črta ključno na modro črto v tem delu. Tukaj se vidi nosna harmonija. In enako velja za F2 in F3. F1 ima to zelo malo, zelo omejeno, medtem ko M2, ta govorec in M3 sta si precej podobna, pa imata tako modro kot zelena črto nad rdečo črto, kar pomeni, da je to nosno, ampak oba dva povzročata harmonijo. Torej ni samo J, nosni J tisti, ki povzroča harmonijo, ampak tudi M. Torej ta govorca imata nek drug vzorec, ki je tudi harmonija, ampak drugačna. No, če povzamem, mostec ima nosno harmonijo, ki povzroča nosni J, ne pa drugi glasovi, razen za dva govorca. Samoglasniki in L postanejo nosni v besedi, ki ima nosni J. In govorci so si pri tem relativno enotni, z izjemo 2 govorcev, ki imata še nek dodaten vzorec. Naslednje vprašanje, ki smo ga imeli, je, ali je mostec unikaten
ali je to del nekega širšega vzorca, ki ga vidimo tudi v drugih vaseh. In tukaj smo pa pogledali zaenkrat, torej zdaj imamo 9 vasi, ampak danes bom govoril o 4. Smo pogledali Sela, Gabrije, Dobova, Rekonce, Mihalovec in Loči. In smo iz vsake vasi imeli po 2 govorca. In se spomnite, to smo prej videli za besede tipa Alija, Alima in tako naprej, samo zdaj je manjše. Zdaj pa vidimo še prikaz za vse ostale govorce. Zdaj sem to odkril. Sela so na severu, torej nekako so te grafi porazdeljeni glede na geografijo. Sela so na severu, potem Gabarje so načeloma na severu, Mihalovec je zraven na vzhodu, potem je Dobova tukaj, Loče so nekako organizirani tako kot tudi v resnici. In če pogledate recimo Sela, tukaj je govorec 21, vidimo, da vse 3 rdeča, modra in zelena črta so padata nekje v tej točki. To pomeni sicer, da tako M kot nosni J sta dejansko nosna, ampak da ne povzročata harmonije. Zaradi tega, ker če bi povzročala harmonijo, bi pričakovali nekaj takega, kjer bi bilo nosnosti več ali pa kaj takega. In dejansko, če pogledamo vse govorce, vidimo, da je ta sopad precej skupen vsem. Da je sicer nekaj izjem, recimo tukaj je govorec iz Loč, ki je precej podoben temu govorcu, ali pa tukaj je govorec iz Mihalovca, ki ima nek drug vzorec, ampak načeloma so si vsi relativno podobni. Kar sem potem dodatno še naredil je, sem primerjal te točke. Točka recimo 75% trajanja drugega glasa, besede. To je že dovolj daleč, da to ni neka koartikulacija, nekaj samo sosednji samoglasnik, ampak je to že več glasov stran. Tako da, če je nosni J bolj nosen kot nenosni J, torej navaden J, potem gre to za nosno harmonijo. Če pa je enako, potem pa ni harmonije. In sem potem to izmeril za vse te govorce. In če pogledamo, tako vidimo naslednje. Zdaj, večja številka pomeni večjo nosnost. In to so neke relativne številke, so nekako od 0 do 0,6, lahko bo tudi sicer več. In tukaj so naši kraji urejeni iz vzhoda proti zahodu. Če pogledamo nosni J, je najbolj nosen v Mostecu, to pomeni, da je nosni J veliko bolj nosen kot navaden nenosni J. Torej, več nosnosti približno, kjer je A od Talija, ta prvi A, je pri Talija v primerjavi s Talijem, oziroma Talija. In vidimo tudi, da je to res samo za nosni J, za N oziroma M pa ni, pa približno nič. Pričakujemo nič, še vedno je malce nad nič, ampak to je tako mehna številka, da v bistvu to našteje. Torej, če ti dve odštejemo, vidimo nekako 0,43 in to res pomeni, da je nosni J veliko več nosnosti povzroči kot M ali N. Vidimo, da pri drugih vaseh v bistvu neke velike razlike ni. Sela 0,12, Gabarje 0,3, Dobova 0,12, Loče 0,04, Rekonce 0,09. Kar nekako tudi izstopa je Mihalovec, kjer smo pa videli, da N in M povzročata harmonijo, ne pa nosni J. To je nek obraten pojav. Tako da to kaže, da vse te vasi so relativno podobne, izjema sta Mostec, kjer vidimo nosno harmonijo iz nosnega J-ja, in Mihalovec, kjer vidimo nosno harmonijo iz M-ja oziroma N-ja, ne pa iz nosnega J-ja. Statistična analiza, o katero nočem biti zdaj, ampak mogoče pri vprašanjih, če se spoznate na mešano-regresijske modele, lahko o tem govorim. No, potem smo pa poleg teh vasi pogledali še druge vasi, druge dele Slovenije.
In že prej sem omenil, da ta NJ v bistvu je lahko realiziran kot različni glasovi v slovenščini. Zdaj, ta modri del na tem zemljevidu je tam, kjer vidimo, glede na podatke, ustni J. Zelena je, kjer vidimo nosni J. Torej, nosni J je recimo v Mostecu, na Mostecu, je pa tudi drugod po Sloveniji, recimo tukaj tudi v Avstriji, pa tukaj je eno toček. Kar je pa rdeče na tem zemljevidu, so pa deli, kjer gradivo iz literature lahko nekako vemo, da so tudi drugi glasovi nosni, tipično samoglasniki. Torej, tukaj je eno toček v Avstriji, tukaj je središče ob Dravi, Mostec, kot smo ugotovili, in tukaj je Godovič. Tako. No, mi smo potem dejansko šli v te kraje, Godovič bova šla v sredo, ampak sva šla tako v Rinkolej, kot v središče in smo ugotovili, da v teh vaseh pravzaprav nosnih glasov sploh ni več. Ne samo, da ni nosnih samoglasnikov, tudi nosnega je ni več, je samo ustni. On ne reče koj, ampak reče koj, torej v celoti ustno. Potem naj pa seveda zanimali, nas je vse zanimali, mogoče pa za ta zemljevid v celoti narobe, mogoče je v resnici posod samo ustno razen v okolici Mostca. In smo šli tudi v Zavrh, ki je tukaj na sredini te zelenega področja, na sredini, kjer pričakujemo nosni J, in smo dejansko ugotovili, da v Zavrhu pa je nosni J nosen. Ampak ne povzroča harmonije. Tako kot v Mostcu. Torej, ugotovili smo, da ima Mostec nosno harmonijo, da drugi govori bodi si nimajo nosne harmonije, bodi si imajo neko drugo nosno harmonijo, drugačno vzorec, kot recimo v Mihalovcu. In v tem smislu je Mostec prvi dokumentirani primer nosne harmonije v kateremkoli slovanskem govoru. In zakaj je to zanimivo? Zato, ker je Mostec unikaten, kot sem ravnokar rekel, v slovanskem kontekstu, je pa tudi unikaten v drugih jezikih stališča v primerjavi z drugimi jeziki sveta. Dejstvo je, da nosno harmonijo v Mostecu povzroči samo nosni J, ne pa drugi nosni glasovi, kot M in N. In če primerjamo Mostec tako z kakšnimi drugimi jeziki, glede tega, vidimo, da nosno harmonijo tipično povzročajo ali nosni samoglasniki, ki imajo nekateri jeziki, ali pa nosni soglasniki, kakršni sta M in N. Ali pa boje. Torej, 99% jezikov je takih. Nosna harmonija je v jeziki sveta izjemno frekventna, izjemno pogosta. Poznamo 300 jezikov, ki imajo nosno harmonijo. So pa nekatere izjeme, med njimi tudi Mostec, in en izmed teh je jezik kvangalščina, ki se govori v Namibiji, agvarunščina v Peruju in arabelščina, ki se kmalu ne bo več govorila v Peruju, ima namreč samo še 6 govorcev. Ti trije jeziki imajo poseben glotalni nosni glas, nekaj takega kot M. In samo v teh jezikih povzroča ta glas nosno harmonijo, ne pa drugi glasov. Potem je še ena morščina, ki se govori v Etiopiji, kjer več glasov povzroča nosno harmonijo, glasovi kot R, L, D, Z in J. No, Mostec se pa v njih razlikuje in nekako dopolnjuje to variantnost, ki jo vidimo v jezikih sveta. Za konec želim samo neko sporočilo za domov. Ne vemo, zakaj ima Mostec samo Mostec in nobena druga vas nosno harmonijo. Vemo samo, da tako je, to smo se zdaj dokumentirali, zelo jasno je. To je 200 ljudi, ne? Jaz sem že v več drugih delov Slovenije, kjer sem v bistvu ugotovil, da velikokrat je treba delati z zadnjimi govorci teh narečij. Za jezikoslovca je narečje kot svoj jezik, ne? Vsako narečje je svoj jezik,
ker vidimo toliko velik razlik od enega narečja do drugega. Tako, Mostec je neko drugo narečje, kot smo rekli Mihalovec, stališča nosne harmonije. In zato je vsako narečje zelo dragoceno. In danes se jezikoslovec velikrat počuti kot nek biolog, kjer nekako vse te živalske in rastlinske vrste izumirajo. Ravno tako jeziki izumirajo. Od 7000 jezikov, o katerih sem prej govoril, te črne pike so jeziki, ki so izumrli med leto 1950 in 2010. Vsak drug teden izumre jezik, zato ker umre zadnji govorec, ki govori. To je tak šok, ampak s tem se zdaj tudi nekako soočamo v Sloveniji, kaj ti narečja v bistvu na tak način izumirajo. Govorci govorijo nekaj širše narečje, ampak seveda te glasovne značilnosti, kakor jih vidimo v Mostecu, pa izginjajo. In to vam položim na srce. Hvala.